Dober dan, evo mene nazaj po dolgem cajtu. Po mojem ni noben glih neki ful pogrešal, ampak imam pa eno super temo za danes. Prva stvar, vesele božične praznike, pa srečno novo leto, odvisno kdaj boš tudi video videl oziroma videla. Bomo pa danes govorili o vitaminu D in v bistvu pomanjkanju pri slovenski populaciji. Ene par dni nazaj, ne vem točno kdaj, sem zasledil na oziroma na Instagram profilu Spoznaj prehrano ekipe, da so sodelovali v eni raziskavi na slovenski populaciji, ki je celo leto preverjala delež vitamina D v telesu. Zdaj, če bom to raziskavo najdel, ker zdaj sem jo iskal, pa je nisem najdel, bom njim še pisal, če mi lahko pošljajo. Bom jo objavil tule gor, sem nekam, če mi rata to narediti na YouTube, če ne bo pa itak odspod v opisu. V glavnem, kaj je vitamin D? Za vitamin D vsi načeloma vemo, da nam ga v bistvu sonce pomaga proizvesti. Mi ga v telesu imamo, oziroma neke metabolite v glavnem v telesu imamo vitamin D, ki ga s pomočjo sončnih žarkov pol v bistvu proizvedemo v aktivno obliko. Lahko ga doziramo tudi s hrano, da ga imamo v telesu dosti, ko je pol v bistvu biorazpoložljiv, ampak načeloma je glavna sončna svetloba. Zdaj pa, če se prav spomnim, je raziskava pokazala, da Slovenci imamo dejansko optimalno dozo vitamina D samo od pri koncu maja se je v bistvu začelo, se pravi maj, juni, juli, avgust, september, oktober. Samo 5 mesecev v letu je bilo po grafu pokazano, da imamo Slovenci dovolj vitamina D. Se pravi, drugih 7 mesecev so ga imeli pa, zdaj ne vem točno enot, ampak videl sem po grafiku, je pač bil stolpični grafikon, da je bila, mislim, da 2/3 manj ga je bilo v zimskem času, oziroma v delih leta, kjer je manj sonca, oziroma je naša koža manj izpostavljena soncu. Zdaj pa, zakaj je sploh to pomembno? Pač za vitamin D vem, da se ne govori neki ful, ampak je dejansko en izmed najbolj pomembnih vitaminov, ki so v bistvu tudi topni v maščobi za naše telo. Vitamin D, na primer, nadzoruje okoli 1000 genov, kar je v bistvu 1/24 naših genov. Samo en vitamin. Zdaj pa najbolj, zakaj naštejem, zakaj v bistvu vse se lahko uporablja vitamin D. Vpliva na količino oksitocina v možganih. Se pravi, več oksitocina imamo v možganih, načeloma boljše. Nižje količine vitamina D pohitrijo staranje telesa. Nižja količina vitamina D poslabšuje tudi kognitivne funkcije, predvsem funkcije, ki se tičejo reševanja logičnih nalog. Močno vpliva tudi na imunski sistem, dejansko se zniža aktivnost oziroma učinkovitost imunskega sistema ob nižjih količinah vitamina D v našem telesu. Znižuje tudi en faktor v možganih, ko je v bistvu rastni hormon za možganske nevrone. In mi ga rabimo imeti skozi teleso aktivnega, zaradi tega, ker nam v možganih nevroni stalno odmerajo, za starostjo tudi odmerajo, pa se delajo novi. Se pravi, vitamin D je ful pomemben za nastajanje tega rastnega hormona. In manj vitamina D v telesu, ko je, manj rastnega možganskega hormona nastaja. Nižja količina vitamina D je bila povezana tudi z višanjem simptomov depresije. Nižja količina vitamina D je bila povezana tudi z šibkejšimi kostmi. In pa v nekaterih raziskavah je bilo pokazano tudi, da se pozna korelacija med nižjimi nivoji vitamina D v telesu, pa tudi slabšo učinkovitostjo učenja, v bistvu, ko se učimo neke nove stvari, ali je to v zvezi s športom, ali je to v zvezi z, ne vem, šolo, ko se nekaj učiš. Nižji vitamin D, ko imaš, težje se stvari naučiš. Naprimer, v enih raziskavah je bilo pokazano, da se tudi z nižjo količino vitamina D dogaja v telesu več poškodb DNK-ja, kar se itak skozi dogaja, ampak manj vitamina D, ko ga imaš, bolj se poškodujejo DNK, predvsem dolžina telomer, oziroma telomer. Telomere so pa v bistvu, dolžina telomer nam pove dejansko, kako dolgo bomo mi še živeli. Mi se pri vsakem deljenju, ko se DNK deli, kar se itak skozi dogaja, se telomera skrajša. In pač dokler, da se lahko krajša, ti živiš, ko se pač ne more več krajšati, pač mi načeloma umremo, ker pač je pol mitohondrija disfunkcija pa vse. Vitamin D v bistvu ščiti te telomere, da se skrajša jih bolj počasneje. Se pravi, nižja količina D vitamina, hitreje se krajšajo telomere. Sončna krema, na primer, je tudi ena izmed stvari, ko je mogoče malo pretiravamo z mazanjem, zaradi tega, ker poleti, ko bi lahko dobili tisti vitamin D, ga pač ne dobimo, ker
nanašamo preveč sončne kreme oziroma sončno kremo, ki odbija preveč sončnih žarkov. En problem je tudi zamaščenost oziroma ne niti zamaščenost, pač visoka količina maščobne mase v telesu, zaradi tega, ker je vitamin D topno v maščobi, en izmed vitaminov, ko so topni v maščobi, in več maščob, ko imamo, težje bomo dobili dovolj veliko količino vitamina D, kar je mogoče tek, ko bi rekel, več maščob, imaš ok, več vitamina D. Ja, samo ti moraš več maščobe stopiti, da dobiš določeno količino vitamina D, ne. Se pravi, več maščobnih oblokov imamo, manjšo količino vitamina D v telesu bomo pol imeli. Ok, zdaj pa za imunski sistem sem sicer nekaj že omenil, ampak da bom probal malo bolj enostavno razjasniti. Zdaj, naš imunski sistem je narediti tak. Mi v telo nekaj dobimo in se imunski sistem se načeloma vedno odzove. Zdaj, odzove se s te celicami. Te celice se lahko spremenijo v celice pomagalke, se pravi, da bojo spravile testo v obtok, v gradnjo, karkoli, ali pa v celice ubijalke. So pa v bistvu celice, ko nas rešujejo pred boleznimi, ne. In zdaj, vitamin D je pa v bistvu tak. Nekaj pride v naše telo, imunski sistem je aha, ok, nekaj smo dobili v telo in zdaj pošlje signal do molekul vitamina D. In vitamin D pol pomaga v bistvu vključevati, ali se vključijo v killer celice, ali se vključijo v celice pomagalke. To je v bistvu najbolj enostavno, kakor lahko razložim. In zdaj, če imamo mi dosti vitamina D v telesu, to pomeni, da pač bo lahko imunski sistem deloval optimalno. Zdaj imam manjša količina vitamina D, ko bomo, lahko da ne bo prepoznal grožnje, lahko da ne bo prav gradil določenih sestavin z celicami pomagalkami, se pravi, je vitamin D eden izmed najbolj pomembnih vitaminov oziroma dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost imunskega sistema. Zdaj pa, če imunskega sistema ni, je lahko težava pri treningu, se pravi, če si športnik, je ful pomemben imunski sistem zaradi tega, ker je itak skozi na udaru in moraš imeti skozi imunski sistem aktiviran, da ali gradiš nove stvari, ali proste radikale, ali oksidativni stres razrešuješ. Se pravi, imunski sistem za športnike je ful pomemben. Za nas normalne rekreativce itak je pomemben, ker včasih pretiravaš s treningom oziroma nimaš tako fajn nareditega trenažnega procesa. Pa tudi za ljudi, ko se nič ne ukvarjajo s športom, je načeloma imunski sistem še bolj pomemben, zaradi tega, ker šport malo pomaga pri odpornosti na pač vse. Če pač se ne ukvarjaš s športom, moraš imeti pač toliko močnejši imunski sistem tudi, da lahko razrešuješ določene zadeve. Se pravi, za vse tri skupine ljudi vitamin D za imunski sistem ful pomemben. Plus tega pa, na primer, glih po zimi, ko bi mogel biti imunski sistem ful aktiven zaradi tega, ker smo pač ljudje očitno zelo občutljivi na prehlade pa to po zimi, ne, zato ker je hladno, pa dobimo manj vitamina D zaradi tega, ker smo prvo kot prvo je manj izpostavljena koža soncu in pa nasploh manj sonca je zaradi tega, ker je pač bolj sivo. Se pravi, v bistvu dobimo pol dvojno dozo, nimamo dosti vitamina D, zaradi tega je naš imunski sistem ni dosti močen in pol nimamo dosti kože izpostavljene soncu in tako v telo ne moremo, mislim, v telesu ne moremo proizvesti vitamina D, se pravi, imamo znižano količino, plus ne proizvajamo ga dosti in je pač dvojna doza in je še toliko slabše. Še dve stvari v bistvu pri vitaminu D, kar se tiče imunskega sistema, pa mogoče malo mišične mase, kar bo športnike zanimalo, oziroma bodybuilderje, karkoli. Prva stvar je, da pomaga vitamin D, da se triptofan pretvori v serotonin, kar izboljša itak počutje, kar je za vse fajn, za proti depresiji oziroma simptomom depresije, proti slabemu počutju, ko smo bolani, karkoli, v glavnem pomaga nam, da se v telesu proizvaja več serotonina. Druga stvar je pa, da je, mislim, jaz sem bral eno ali dve raziskavi, ko je bilo pokazano, da pomaga, da ne da aktivira leucin, ampak v bistvu, da je leucin bolj učinkovit na ne vem točno, mislim, da je bilo, da je leucin bolj učinkovit, se pravi, bolj aktivira mTOR pod, kar pomeni boljšo rast mišičnega tkiva. Se pravi, dejansko vitamin D vpliva tudi na rast mišičnega tkiva. Ok, zdaj pa da ne bom spet predolg, bom zaključil video, ko mislim, da sem povedal dosti problemov, ko se dogaja pri vitaminu D, pa zakaj je pomemben. Koliko vitamina D je načeloma ok za večino populacije, če se ga gremo stestirati. To je od 40, neki razmerje med 40 pa med 60 enotami, ki so, mislim, da v mikrogramih. Ne, niso v mikrogramih, ampak so v nanogramih, se pravi ng na mililiter, to je enota. Se pravi 40 do 60, tule vmes je bilo pokazano, da je neka optimalna količina za nas, mislim, za pač vse ljudi. Tam je najmanj vseh tveganj za to, kar sem zdaj, se pravi za imunski sistem, za možganske poškodbe, za depresijo, za zbolevanje. Tam v tem območju noter je najmanj tveganja za vse to, kar sem naštel. Glede suplementacije je tako, da je načeloma, lahko rečem, da je tema še malo kontroverzna, zaradi tega, ker tudi
si tudi še te mednarodne organizacije niso čisto enotne, ampak kakor sem jaz bral, pa doktorico, ko je spremljal doktor Rondo Patrick, ko se v bistvu ful osredotoča na vitamin D pa na pač problematiko nizkih vrednosti v telesu, ona priporoča 4000 tetih international enot, se pravi mednarodnih enot na dan. Na tiste mesece, naprimer, se pravi, če je slovenska populacija pokazala, da imamo od junija pa do oktobra dosti veliko količino, je ok, se pravi, suplementiraš druge mesece. Druga ali tretja, ali koliko stvar, ne vem, je pa, da jaz priporočam, da je, ko je le možno, čim več naše kože izpostavljene soncu. Koža je naš največji organ in že nasploh, pač ne samo, da bo koristilo pri produkciji vitamina D, koristilo bo tudi pri produkciji drugih vitaminov, koristilo bo tudi pri produkciji imunskega sistema zaradi UV žarkov, ko so škodljivi, ampak v določeni količini so fajn, ker se telo mora odzvati. Se pravi, ja, izpostavljenost kože ne bo koristilo samo večji proizvodnji vitamina D, ampak tudi pač drugim stvarem. Zdaj pač po zimi pa je res mogoče težko, ne, da se pač izpostavi zdaj neki soncu. Jaz načeloma tek naredim, ko je ful mrzlo, itak že drugače pač ne nosim, kar nosim je to jopa, ne, tudi na sprehodu, ko je pač -5. Teda imam noge bolj izpostavljene na soncu, ko bi pač nekdo drug imel, pa če se čutim, da sem dosti ogret, se vsaj za 5 minut slečem, pa probam biti, če je res lep sončen dan, da res probaš biti izpostavljen na soncu, pač čim dlje, kakor se da. To je pa mislim na to. Mislim, da sem vse povedal. Se pravi, pomanjkanje vitamina D je lahko resen problem in za športnike, in za rekreativce, in za čist navadni ljudi, ko pač ne delajo nič, ko so samo na šihtu, ali pa ko se učijo, ali pa karkoli. Plus za staranje, plus za možganske funkcije, plus pri depresiji, naprimer, lahko kar veliko pomaga vitamin D. Ok, to je to. Hvala za ogled. Video bom probal dati čim hitreje gor. Pa na tej strani, tako sem rekel, bo link, če mi rata najti, pa če mi rata sploh naštimati, pa ne vem, če znam. Ja, to je pa to. V sponzorjih nisem že dolgo govoril. Se pravi, Feng Cha, medicinske gobe, ko lahko pomagajo pri imunskem sistemu, pri športnikih za proizvodnjo ATP-ja, pri rastnem faktorju možganskem, nasploh bolj kot na imunski sistem. Koda za popust bo link od spod. Čajnica čaj, isto koda za popust bo od spod. Čaje imate malo za športni performance, lahko pomagajo, malo lahko pomagajo zelen čaj. Pri prostih radikalih z energijo, če noče zdaj glih kafeja skozi pit. Pol so eni, zdaj zimski čaj, naprimer so moja božični čaj, ko je ful dober, ko ne rabi biti božič, pa čutiš, da je božič, ko spiješ test čaj. Isto koda za popust v linku od spod oziroma v opisu. Pol še pa esenca magnezijev olje, moj prvi sponzor, je pa tudi pač nasploh za vse fajn. Lahko si ga namažeš po mišicah, kot preventivo, lahko si narediš, mislim, da bo celo, ne vem, a je že ali bo, če je, bom dal link od spod, če še ni, pa bom pač sporočil, ko bo, da bo začelo podjetje proizvajati tudi eno verzijo magnezija, ko si ga v bistvu nasuješ v kopel. In pač skozi celotno površino kože lahko absorbiraš, ker se greš tja kopat. Pol še pa sponzorstvo imam iz strani portala Zdravstvena info, ko je v bistvu portal, kjer lahko, v bistvu to, kar pomeni zdravstvena info, se pravi zdravstvene informacije kot preventiva, določene vaje, zdaj pišem tudi članke, za njih sem napisal članek za 5 najboljših vaj za triceps, članek za 10 najboljših vaj za ojačanje predvsem križnega predela oziroma ljudi, ki imajo že težave s križem, kjer vaje lahko delajo. To bom tudi link od spod. To pa digitalna agencija To The Moon je pa v bistvu agencija, kjer so mi naredili mojo spletno stran, ko je po mojem mnenju carska. Pa zdaj sem videl tudi, da delajo drugim trenerjem, pa tudi ukvarjajo se neki z svetovanjem glede kriptovalut, se mi zdi nekaj takega, delajo tudi banerje, skratka, bolj kot ne spletne strani, pa si itak sam pogled, ko bom dal link od spod. Pravi, to je to. Hvala za ogled, suplementacija z D-vitaminom jaz priporočam, vsaj v zimskih mesecih, pa čim več izpostavi kože soncu. Hvala lepa.